Dober dan, moje ime je Dušan Rutar in pričenjam z 11. pripovedjo iz serije Nevidnost hendikepa. Tokrat nameravam razmišljati o hendikepu in o tem, kar je dobro, o vprašanju, kaj je dobro, kako dobro živeti. Mladenič me namreč vpraša, kaj pomeni dobro živeti, če si hendikepiran in ti nenehno sporočajo, da nisi čisto normalen, da nisi tak kot drugi ljudje, da bi se moral vključiti v normalno družbeno življenje. Kaj torej vse to sploh pomeni? Kako naj se naučim razlikovati to, kar naj bi bilo dobro, od tega, kar ni? Da bi razumeli idejo dobrega, se je koristno vrniti k starim, na primer k Aristotelu in njegovemu delu Nikomahova etika. Mimogrede, ni tako nepomembno, da je verjetno Aristotel knjigo posvetil svojemu sinu Nikomahu, čeprav bi lahko rekli, da jo je posvetil tudi svojemu očetu, ki mu je bilo prav tako ime Nikomah. V vsakem primeru pa je pomembno, da je v naslovu Aristotelove knjige ime bodisi njegovega sina, bodisi njegovega očeta. Zakaj je to pomembno, bomo videli nekoliko kasneje. Na vrsti je še ena dobra knjiga, spisala jo je ameriška filozofinja Martha Nussbaum. Leta 2007 je izšla njena izvrstna analiza ideje pravičnosti in hendikepa, ki ga v angleško govorečih prostorih imenujejo disability. Aristotel torej v Nikomahovi etiki izhaja iz preproste začetne ideje, da je zagotovo res, da je vsak človek družbeno in socialno bitje in da je kot tako naravnan k življenju z drugimi ljudmi. In če skuša biti vsak človek kot socialno in družbeno bitje še srečen, potem imamo že dobro izhodišče za razmišljanje, kako lahko postane srečen in kaj pomeni dobro. Ko poskušamo razumeti idejo dobrega, moramo v luči povedanega že razmišljati tudi o obče dobrem, o tem, kar je dobro za vsakega človeka, kar je univerzalno dobro. In da bi razumeli idejo univerzalnega, moramo skušati razmisliti še o ideji pravičnosti oziroma družbene pravičnosti. Kajti, če je življenje ljudi zavezano družbeni nepravičnosti, potem težko govorimo o obče dobrem, kajti življenje je za nekatere ljudi dobro, za druge pač ne. To pa ne more biti nekaj univerzalnega. Aristotel izhaja iz vprašanja, s katerim se je ukvarjal tudi Sokrat, kako torej živeti na dober, na najboljši način. Kako postati dober človek, saj človek ni dober že kar ob rojstvu? Kako se torej naučiti biti dober človek kot socialno in družbeno bitje, naravnano k življenju z drugimi ljudmi? Kako torej skrbeti za obče dobro, ne le za lastno dobro? In k temu je treba dodati še vprašanje, kaj sploh je pravičnost? Kako vemo, da je nekaj pravično in kako vemo, da ni?
Vsa vprašanja se zaostrijo ob hendikepu, ob dejstvu, da številni ljudje zastopajo hendikep, da so izključeni in kot pravi mladenič, da jih nenehno obravnavajo kot neenake, nenormalne, kot ljudi, s katerimi naj bi bilo nekaj narobe. Vse skupaj se zaostri zlasti ob dejstvu, da nobeno sodobno občestvo zaradi tega, ker je vsako urejeno hierarhično, ne vključuje vseh državljanov in državljank, da družbena življenja ne temeljijo na podlagi enakosti oziroma egalitarnosti. Zato je še toliko pomembnejše vprašanje, kako je v takih občestvih človek kot socialno in družbeno bitje lahko svoboden, egalitaren in neodvisen. Začetno razmišljanje o vseh teh vprašanjih in idejah nas pripelje do dobre ideje, ki je lahko odskočna deska za nadaljnja razmišljanja. Namesto da govorimo o normalnih človeških bitjih, o ljudeh, kakršni so domnevno vsi drugi ali pa skoraj vsi drugi, kakršna je torej domnevno večina človeških bitij, je bolje izhajati iz neke druge temeljne ideje o naravi človeškega bitja. To je ideja, na podlagi katere pripišemo čisto vsakemu človeku dostojanstvo oziroma moralno vrednost, hkrati pa čisto vsako človeško bitje razumemo kot socialno oziroma družbeno bitje, kot je rekel Aristotel, kot bitje, ki je zmožno za skupno življenje. In ko globoko dojamemo, ko se naučimo razumeti druga človeška bitja kot dostojanstvena, kot moralno vredna bitja, zmožna za skupno življenje in za razmišljanje o skupnem življenju, smo že na dobri poti, da živimo dobro, oziroma čisto natančno rečeno, ko vse to globoko dojamemo, smo že dobra bitja. Smo že zmožni za uresničevanje ideje dobrega, ki nikoli ni samo ideja dobrega tega ali onega posameznika, ampak je že tudi ideja obče dobrega, dobrega torej vsakega človeškega bitja. Ko smo tako naravnani na življenje, smo že tlakovali pot k najboljšemu možnemu življenju. Nadaljevanje prihodnje.